Živijo, lepo pozdravljeni na eni od treh okroglih miz, ki jih pripravljamo pri e-maturi. Danes se bomo posvetili Kozbekovi zbirki novel Strah in pogum. O njej se bomo pa pogovarjali z Nastjo, Klaro in Andražem iz gimnazije Ledina. No, pa bomo kar začeli z nekim takim uvodnim delom. Pa vas najprej povabim, da mi poveste malo, kaj si mislite o teh novelah. Torej, a ste uživali v branju, a se vam zdijo aktualne? Zakaj mislite, da jih je maturitetna komisija zbrala za maturitetno čtivo letos? Mogoče kar Nastja, če bi začela. Ja, jaz bi rekla, da prvič, ki jih bereš, so lahko dosti zahtevne. Še posebej recimo ta prva, temna stran meseca. Jaz, ko sem jo prvič brala in nisem ni razumela, pol, ko sem jo še enkrat brala, res razumeš bistvo. Ostale tri so se mi zdele kar zanimive, no pač bi rekla, da pol, ko dojameš bistvo, ko prideš do onega dela, ko se zaplete, v bistvu, ko se nekaj zgodi, ker nekoga ustreli ali pa nekdo umre, da res rata zanimiv, no. Pač niso se mi zdele slabe, ne pa meni jih najboljše, ampak okej. Zakaj mislim pa, da so jih zbrali, pa bolj kot ne zato, ker zdaj v zdajšnjem času toliko nekih vojn povsod po svetu in se mi zdi, da še posebej mi mladina nismo lih najbolj ozaveščeni o tem, kaj se dogaja in mogoče s tem, da smo se malo bolj zavedali, kako je to potekalo takrat, pa tudi to na našem območju, v katerem mi živimo. Super. Klara? Ja, jaz se isto strinjam glede tega, da ko prvič bereš, verjetno ne razumeš najboljš. Ampak se mi zdi, da ful pomaga, če si tako počrtaš kakšne pomembne podatke. Pa pol, ko smo z razredom pač šli čez vsebino, pa sem šla pol še enkrat prebrati, mi je bilo pol bolj jasno. Ja, tema se mi zdi pač aktualna, ker zaradi vojn po svetu pa pač ja, se mi zdi, da o tem mladi, da se o tem premalo pogovarjamo. Kaj še, Andraž? Meni niso bile preveč razumljive novele, kot sem jih sam bral, tudi niso mi bile zanimive. Sicer ne vem, če sem dobro merilo, ker na splošno ne maram preveč romanov in novel. Tako nisem mogoče najboljše merilo, pol glede tega, zakaj so zbrali, se mi zdi, da tako kot so rekli, je pač aktualno. Tudi zdaj je zelo svet nemeren in pač lahko s kateremkoli trenutku dejansko se zgodi neka vojna, v katero smo tudi mi vključeni. V bistvu s tem tudi pač ozavešča vse nas mlade, pač kakšne grozote do te vojne in kaj vse pač prije zraven. Ja, se strinjam z vsem, kar ste rekli. Jaz moram priznati, da sem se tudi kar malo mučila z branjem teh novel. No. Sem mogla še nadlomek dvakrat prebrati, ker po določeni deli zaradi tega filozofskega ozadja, o katerem bomo tudi še govorili, kar težko razumljivi mogoče potem, ko jih prvič prebereš. A bi rekli, da je poznavanje tega zgodovinskega ozadja, torej partizanstva in pa narodno-osvobodilnega boja na Slovenskem, nujno za to, da lahko nekdo bere te novele, torej da lahko razumemo, kaj se je dogajalo takrat. Mogoče Klara? Ja, jaz bi rekla, da ni lih nujno, ampak pač pomaga, če kaj veš o tem že prej. Pa tudi mi se lih zdaj pri zgodovini učimo o tem. In pol, ko sem si malo to prebrala, sem se spomnila na to knjigo, pa mi je bilo kaj malo bolj jasno, mogoče kakor prej. Pa a ste se lahko, mogoče ne glih poistovetili, ampak a lahko razumete te like v Kozbekovih novelah, a so vam blizu, ali je to nek čisto oddaljen svet? Mogoče bolj, saj jaz osebno bolj težko, no, zato ker nismo lih v tem času, ki bi rekla, da mi vsi živimo tako dosti lepo, v miru, prideš domov, imaš doma, si lepo natopljen, nismo nekaj sred gozda, tako da bi rekla, da jaz bolj težko, no. Ampak definitivno pa bolj pokaže to življenje takrat. A pa se vam zdaj zdi, da boljše razumete ta čas druge svetovne vojne, potem, ko ste torej se to o tem učili pri zgodovini, pa potem še prebrali te Kozbekove novele?
Ja, jaz se strinjam, da ja. Že pri zgodovini smo se veliko naučili, ampak tam se pač učiš neka dejstva, pa stvari, kako so potekale, tle pa v bistvu si lahko tudi neko, pač kako iz počutja, iz vidika ljudi, ki pač so aktivno sodelovali v bistvu takrat pri tej vojni, vidiš pač njihove zgodbe in kako tudi pač počuti, vidiš ne samo neka dejstva, ki so se dogajala, pa tudi neke občutke, ki so jih pač imeli ljudje v tem času. Ja, Kocbek se res, se mi zdi, da na trenutke, mogoče bolj kot na to zgodovinsko dogajanje, res osredotoči na človekovo duševnost med vojno, ne. Tako da, ja, so novele zelo zanimive iz tega vidika. Zakaj se vam pa zdi, da je Kocbek napisal novele ravno o tej temi in sicer na tak način, da pač ni heroiziral tega partizanstva, ne, ker torej do Kocbeka se je večinoma tako malo olepševal to torej narodno-osvobodilni boj pa pač partizanstvo na Slovenskem. Kocbek je pa res prvi, ki je potem prikazal to zelo realistično, torej ni idealiziral stvari. In on je verjetno, ko je pisal te novele, ne vedel, da veliko tvega s tem, saj na koncu je pač bil tudi umaknjen iz javnega življenja zaradi tega. Ja, zakaj se vam zdi, da mu je bilo tako pomembno, da piše ravno o tem, da torej objavi te novele? Ja, jaz bi rekla, da zato, ker je hotel pokazati, pač kaj v bistvu se res dogaja, ker niso lih ljudje. Pač, ker še zmeraj pač kao partizani so pač bili za Slovenijo, so pač hoteli pač osamosvojiti Slovenijo, ampak niso bili toliko nedolžni in toliko vse, kakor se mogoče zdaj še zmeraj so to oni zelo posiljevali ženske in delali take krute stvari, ker je bilo kao mišljeno, da samo oni ta slabi to delajo, so pa tudi oni bili deležni teh dejanj, tako da mogoče zaradi tega. A bi še kdo tukaj kaj dodal? Mogoče kaj z vodstvom skregov komunistične partije. Pa je pol pač ni več bil sam pač za njih, ja, vse je lepo in rožice in med, ampak pač je povedal, kako je dansko je. Pač verjetno ga ni bilo več strah, kaj mu pač se lahko zgodi. Je pač postalo vse. To mu je pač resnica bila bolj pomembna, kot to, da pač ima nekaj od tega režima. Okay, no pa gremo zdaj še malo bolj na same novele. A se vam zdi vrstni red, v katerega so novele razporejene, naključen? Ali mislite, da je v ozadju neka bolj premišljena struktura mogoče? Ja, meni osebno se zdi naključen, ampak ne vem, lahko da je tudi kaj v ozadju. Jaz bi rekla, pač mogoče dve noveli se malo povezujeta, Črna orhideja pa Blažena krivda, ki bojo malo tako v gozdu. Mogoče te dve, da bi bila lahko kaj v povezavi. Vse ostalo se pa tudi meni zdi bolj tako naključno. Andraž, sorry, prej si hotel nekaj reči? Ja, ne, da jaz se strinjam, da pač, mislim, da možno da je, ampak pač jaz nisem opazil tega, da bi niti pri pouku nismo omenjali tako, da to nima neke pomembnosti. Jaz sem mogoče brala te novele tako, da sta prvi dve precej uvodni. Zdaj uvodni v smislu, da Kocbek preko njiju izrazi to svojo filozofijo, da se res nekako spoznamo s tem filozofskim ozadjem. Potem ta ogenj se mi je zdela zelo apokaliptična, v smislu, da je res do konca stopnjeval vse to. Zdaj bom izpostavila tisti prizor, ki na koncu igra na orglje. Torej res taka akcijska. Potem ta Črna orhideja pa mogoče kot neka odrešilna, zaradi tega, ker imamo potem to simbolno poroko, pa bolj izpostavljena ljubezen. No, o tem bomo še vse govorili, ampak mogoče sem tako za uvodni del. A bi mogoče kdo od vas malo povedal o tej Kocbekovi filozofiji, ki je v ozadju teh novel? Tako da lahko potem gradimo naprej na tem. O personalizmu pa
eksistencializmu, a o tem niste nič v šoli? Pač ful je poudarjen ta monolog notranji, pač vse, kaj ljudje sam sebi recimo razmišlja, recimo, ki je bil Damijan zadolžen, da ubije Štefana, pač je bil res, ful je bil poudarek na tem, kaj razmišlja, kako v bistvu, a bi ali ne bi, ful je bil to poudarjen. Ne. Ok, no se bomo še več o tem pol ob samih novelah. Tako da gremo potem kar na prvo novelo, to je Temna stran meseca. In zdaj ta se predvsem osredotoča na nek psihološki portret tega strahopetca, ne, torej našega anonimnega pripovedovalca, ki ga v bistvu šele neke skrajne razmere prisilijo k ključnim odločitvam, torej k temu, da potem pobegne iz bunkerja. Pa vas za začetek vprašam, zakaj mislite, da je ta pripovedovalec anonimen? Torej, zakaj mu Kodzbek ni dal imena, tako kot vsem ostalim likom v nasploh vseh novelah? Jaz sem mislil, da je to on. Aha, Da je pač to... avtor, ampak pač, da v bistvu on govori iz svoje izkušnje, ampak pač se lik noče izpostavljati kot strahopetca, ker pač lik opisuje, kot da je strahopetec. Pač on sam, ki to opiše, in da lik pač direkt sebe ne opiše. Tako sem jaz pač razumel, ampak pa so pač kao rekli, da ni. Čeprav je pač prvoosebni pripovedovalec, ni pripovedovalec sam Kodzbek, on ga pač ne zna. Ja, jaz sem isto povezala, da je to Kodzbek, še posebej pa, ko smo rekli, da je tudi on bil pač v tej ilegali, pa to sem še malo s tem povezala, ampak izpačitno ni bil. Pač nikjer ne pove točno, da je to on, ne. Tako da. Ja, to je ena možna interpretacija. Tukaj mogoče edino boste pazljivi pri eseju, da ne boste nikoli napisali, da je to prav avtor, zato ker v literaturi so malo alergični na to. Vedno se govori o nekem torej prvoosebnem pripovedovalcu, ne, ali pa o lirskem subjektu, tudi če je pač zelo blizu avtorju. Tako da ja, ne reči avtorju, reči raj prvoosebni pripovedovalec, ki je blizu avtorju. Sam tako, da ne boste točk tukaj izgubljali. Ja, to je ena možna interpretacija. Druga pa mogoče to, da je s tem avtor postavil v ozadje to neko osebno zmago, a ne, torej, da je on čist razčlovečil tega, oziroma ne razčlovečeno, ampak da mu je nekako odvzel identiteto, a ne, in s tem samo prikazal nekega človeka v vojni, v bunkerju in pač se res osredotočil na to, kako se človek odziva v nekih takih skrajnih razmerah, ne glede na to, a mu je ime Barka ali Devin ali Atom, a ne. Ja, ok, potem pa tega prvoosebnega pripovedovalca pogosto imenuje kot, oziroma on sam sebe imenuje za smešnega človeka. Kako ste pa to razumeli? Verjetno pač je vedel, da ima poseben. Je pač sebe pač opisoval, pač je bil sprijazen s tem, da je pač ima poseben, da pač praga je, rad bere, ne vem, rad je sam, nima problem biti tam sam v temi, nima problem biti brez stika, hitro se zamova, dela ima uno. Verjetno je pač sam sebe videl kot posebnega. Ok, da je torej na tak način poudaril neko svojo razliko oziroma Ja, da ni kako čisto se razlikuje. normalen. Ampak da je pač drugačen. Ok. Zdaj bom pa prebrala dva citata iz te novele, torej, ki se navezujete na strah. Potem se bomo pa pogovarjali o tem, kako je strah prikazan v noveli, tako da lahko že malo razmišljate o tem. Torej, prvi citat je: strah je posebna oblika ljubezni, morda tudi junaštva. Drugi je pa: pogumni človek ima isto izhodišče kot strahopetni, strah in pogum sta tečaja istega ročaja. Ok, torej, kako se vam zdi, da je strah prikazan v noveli? Tak zelo kontrast pogumu, bi jaz rekla. Da, mislim,
Še bi to kleke, to, da je izhodišče istega ročaja. To. Da v bistvu isto čustvo, ki je pač potencirano v eno smer ali pa v drugo smer. Ne? Če, ne vem, pač, ne vem, se bojiš kač, pa pač je pač posmerjeno v eno smer, je to lahko ful strah, če pa v drugo smer si pa lahko v bistvu ful pogumen, ker recimo premagaš ta strah. Lahko tako. Meni se zdi tudi, da naprimer, če je nekdo preveč pogumen, je v bistvu že tako pač kot neumen. Kakor da naprimer, če se ne boji umreti ali pa kaj takega. Ja, se strinjam, ja. Meni se pa tudi pač zdi, da je to v bistvu dosti podobna stvar, izhaja iz iste stvari, v bistvu neka naravna zadeva, da te strah, to pač preživiš, da ne delaš, tako kot je rekla Klara, nekih neumnih odločitev, da ne vem, ne skačeš iz 10 metrov, ker pač veš, da se ti bo nekaj zgodil, ali pa nekaj tazga, da pogum je pa pač, ko imaš neko stvar, nek cilj, ker ti ga ta strah prepričuje, da v bistvu zdaj premagaš ta strah in narediš. Ker tudi brez strahu pač ne bi bilo poguma. Če ti nekaj ni strah narediti, pa to narediš tako, pač brez problema, pa ni zaradi tega pogumen. Pa nisi pogumen zato, ker si, ne vem, narediš za jest. Ti ni strah to narediti, ampak če pa, ne vem, greš na javen nastop, ker te je strah bolj to narediti, pa si pogumen. Kako se pa vidi ta strah oziroma pogum na pripovedovalcu, pa mogoče tudi na ostalih teh ilegalcih, ki so v bunkerju? Kako se kaže to, da se recimo pripovedovalec boji? Tak nesiguren je. Svoje odločitve, tudi drugim je podrejen. V bistvu sploh nikjer v svojem tem življenju ne sodeluje aktivno, ampak jaz sem tako zraven. Nikoli ni bil tudi v teh pogovorih, ker sem nikoli ni bil neki aktiven. Razen enkrat takrat, ki je pil, neki tazga. Če bi zmeri sem tako stranski lik, čeprav je kao ona oseba je bil v bistvu v bunkerju, se mi zdi tako stranski lik. Pač bil je tam, noben se veliko ni ukvarjal z njim, pa ne veliko z drugim. Ja, pa je to- Bo strah, da se bi izpostavil. Ja, Klara, kar povej. Že to simbolizira, da je prestrašen, ko je ves čas v bunkerju, a ne? In pač ni nič, ampak je tako skrit. Ja, se strinjam, ja. Najprej, Andrej, super, da si izpostavil to aktivnost in pasivnost. To se mi res zdi, da se super vidi čez novelo, da je ta pripovedovalec ves čas zelo pasiven, že od otroštva. Potem je pa res to prvo aktivno dejanje, ki ga stori ta pobeg iz te hiše nad bunkerjem, ne? Pa da se navežem še na te, Klara. A bi rekel, da je potem to, da je šel pripovedovalec v bunker, dejanje poguma ali strahu? A je to nek beg pred resničnostjo ali mogoče nek način, kako je on poskušal biti aktiven, kako je skušal prispevati k vojni? Ja, meni se zdi, da je to bolj iz strahu naredil. Meni se zdi, da pa vsem pogumen. Če bi ga bilo toliko strah, sploh ne bi sodeloval v ilegali. Ja, jaz se mogoče isto strinjam. Če te bi bilo strah, kaj se mu bo zgodilo, potem pač ne bi sodeloval, ker tudi če so te pač v bunkerju dobili, so te zaprli ali pa ubili. Ni tako, kot so ti naredili, če so te pač na polju, ali pa v gozdu, ali pa kjerkoli si bil. Zmeraj je bil pač del tega narodnega osvobodilnega boja in je bil pač za Nemce ali pa Italijane. Tisto, ker del pač izdajalc, njih so pač v vsakem primeru ubili. Če ga bilo toliko strah, bi pač sem bil, ker se je rodil, bi pač nadaljeval življenje tako, kot je, v Bogu bi oblasti in to je to. Ko se mu pa nič ne bi pa zgodil. Vse ne tvegal. Pač on s tem, ki je že šel v ilegalo in v te bunker, se je zavedel, da v bistvu se spušča v nekaj nevarnega in v bistvu s tem pokazal to, da je pač pogumen in da je pripravljen riskirati mogoče to njegovo življenje. Pač. Ja, še zmeraj naredil več kot večina. To je res, ja. Kako pa razumete to, da je pripovedovalec pol, a veste, takrat, ko je bežal iz hiše, oziroma ko je poskušal zbežati iz hiše, prebral Samorastnike Martina Krpana?
kako to, da je imel v tej paniki čas brati neke slovenske povesti. Da je umirilo. Mogoče, Da je v bistvu se spet spomnil, zakaj se v bistvu on bori, ne? Za slovenski narod. Pa pač slovenščino. Ker pač prebral te dve zgodbi, je pač se spomnil, okay, ja, pač borim se za to, borim se za slovenščino, za slovenske zgodbe, za slovensko zgodovino. mogoče tudi Ja, je malo kar. tule, Sorry. s tem Martin Kapanom, ker ta Martin Kapan je tudi pač v bistvu delal ilegalne stvari, je to neki tihotapusov, a ne, in pač mogoče s tem dobil pol nek ok, če se on upa, ajde, se on pa še jaz, pač nek tako živco poguma pol dobil s tem, ker je prebral to. Ja, sigurno je najprej neka nacionalistična ideja v zadju, pa tudi to, ja, da mu je res, meni se je zdelo, da sta mu ti dve povesti res ogromno poguma vlile in da je bolj zaradi tega lahko do konca izvedel to akcijo in pač uspešno pobegnil. Tako da mogoče je to tudi neka taka prelomna točka s temi dvemi delami, ne, ko je prešel iz pasivnosti potem v aktivnost, recimo. Potem imamo pa poleg Samorastnikov pa Martina Krpana še neke medbesedilne navezave v tej noveli, in sicer to je Rilkejeva pesem Panter in pa tista Dostojevskega novela. Kakšna bi rekli, da je vloga umetnosti v tej noveli? A je spet nek beg pred resničnostjo ali mogoče samo preganjanje dolgčasa v tem bunkerju? Meni se zdi, da bolj preganjanje dolgčasa, ne vem, jaz. Ja, pa pač to je moje mnenje, ker spet v literaturi teh nekih deep stvari pa to ne opazim. Pač zame nima vsa ta literatura nekega bolj deep pomena, iz tega pač izhajam, da lahko za njih ima ali pa ne, ampak verjetno pač je omenjena, je imela tudi to nek pomen, da so s tem v bistvu svoje mnenje izražali pa nekaj. Ne direktno. A ste delali Panterja v šoli? Ja, smo delali ta Panter. Pač ta Panter, ker mislim, da je Devin mu je pač povedal tega Panterja, mislim, da. In se je ta barka v bistvu ful najdu v tej pesmi, zato ker v bistvu govorilo o tem, da nekdo nek zaprt in ne vem, nekaj v tem, nekaj razga. In se v bistvu barka ful zavedal, v tem se pa jaz najdem. No, mogoče je bilo tudi kaj na to foro, da so v bistvu se malo zavedali samega sebe s temi literaturami. Ja, v bistvu se obe deli kar precej povezujeta z samo vsebino novele, ne? Kot si rekla, pri Panterju ta pesem pač govori dejansko o tej živali, ne, o tej divji mački, ki se sprehaja po kletki v krogih in ni svobodna. To kletko ne bi lahko nekako primerjali z bunkerjem, pa potem Panterja z temi ilegalci, ki pač čakajo tukaj v bunkerju v pričakovanju na neko akcijo, ne. Ja, to je recimo ena od možnih interpretacij. Kateri od ilegalcev vas je pa najbolj navdušil? Kdo se vam je zdel najbolj zanimiv, mogoče? Bark. Ja, Bark. Najbolj zanimiv, najbolj pogumen, največ se mu dogaja. Ja, pa tudi ne zgodbe iz Madrida so bile tako zanimive. Tista iz bolnice, ki je spovedal nekoga. Ampak zakaj se je ponovno ubila? Meni nikoli ni bilo jasno. Ona se je ubila zaradi tega, ker mislim, da jaz sem to razumela tako, da je ona zvedla, da Barka ni bil zares duhovnik, da se je lagal. In pač to je bilo potem neko grešno dejanje. Nekdo je umrl v misli, da je bil spovedan, pa pač ni bil spovedan, ker Barka ni bil duhovnik. Kaj to vpliva na njih? Ja. Meni se zdaj to tako čist
nesmiselno. Pač se dejansko ne tiče, pa tudi če bralaš, ok, če se bi poznala nekaj ful časa, pa bi pač ko zgovoril, da je duhovnik, pa bi pa to toliko prizadel, da se je celo 9 časa lagal, ok, takaj pa videla, slišala, se ubila. Ja, Kozvek je malo prvo v skrajnost popeljal kakšne stvari, ne. Drugo pa mislim, da je bila, da je namignjeno v knjigi, da sta ta medicinska sestra pa Barka imela neko zvezo, oziroma da sta bila na tem, da bi imela neko zvezo in potem verjetno tudi zaradi tega, ne. Si je bolj to k srcu jemala. Ok, a bi kdo še kaj rekel o tej noveli, ali se premaknemo na Blaženo krivdo? Ok, torej. Blažena krivda, a ste se v šoli kaj pogovarjali o tem, zakaj se tako imenuje, kot se, zakaj je takšen naslov, iz kje to izvira? Ok, no, pa vam pa jaz povem. V glavnem obstaja ena latinska fraza, ki se imenuje Felix culpa, in to je dobeseden prevod srečna krivda oziroma blažena krivda. In sicer s pomočjo tega je v bistvu Kozvek se navezoval na to idejo, da je revolucionarno nasilje pač določene skupine opravičeno, če je ta skupina ogrožena, ne? In kdor je odgovoren za usodo te skupine, ima pa pač pravico vzeti življenje posamezniku. Torej dejansko, da lahko ti žrtvuješ enega v dobro večine, ne? In to je tudi glavna ideja te novele. In ta, ki je pač prisiljen izvesti žrtvovanje, ni kriv za to, oziroma je blaženo kriv, ne, zaradi tega, ker ga je v to dejanje prisililo to neko kolesje zgodovine, v katerem tudi Jančar ogromno govori, oziroma se na to navezuje. Tako da, ja, da zaokrožam, ta krivda ne bi bila blažena, zaradi tega, ker jo zahteva nek višji zgodovinski cilj in zato pač lahko žrtvujemo posameznika v dobro večine. Tako da, ja, poleg tega je potem to temeljno vprašanje te novele, vprašanje o nedolžnosti in o krivdi in pa o odločanju o tem, kdo je kriv in kdo je nedolžen. Pa bi mogoče malo pokomentirali to, kako se vam zdi to, da pač Damjan lahko žrtvuje Štefana v dobro večine, a je to malo kočljivo ali je pač opravičljivo zato, ker je vojna? Pač je sporno, ampak meni se zdi čisto prav. Ja, meni tudi, pač, če ga ne bi ona, ne bi pač Štefan njih izdal in pa bi lahko oni vsi umrli. Če zmer pač gledaš na dobro večino, v bistvu, pa ne v bistvu na dobro večino, pa tudi dobro teh pač te bližnji, dobro pač ljudi, ki ti pomeni, tako kot je slovenski narod in pač, če je on proti slovenskemu narodu, pač ga ubiješ, to je vojna. In se ti, da tle ni nekaj pač narobe s tem, kljub temu, da se pač pol izve, ok, da jih ni hotel izdati. Pač ne moreš tega vedeti. Ne moreš vedeti, kaj se misli, lahko se mu je tudi zlagal, lahko jih ni hotel izdati. Pa jih je v bistvu zato da ga pač pol ne bi ubil. Sta oba preživela, verjetno, da bi lahko potem še ubil. Pa pač se zmislil, ok, zdaj sem videl, odkrili so me, se bom spomnil, da mogoče pa jih nisem hotel izdati. Pa pač ne moreš računati na to. Ne moreš biti pa zmeri 100% fiks. Pač je velika verjetnost, pač narediš. Če ne riskiraš, ne profitiraš. Ok. Ja, zanimivo je, se strinjam. Kako se vam pa zdi to, da so za to likvidacijo določili Damjana, ki je pač medicinec? Ker načeloma njegova funkcija primarna ni bila ubijati, ampak zdraviti. Ja, to ni bilo fair, ne? Meni se pa zdi, da je prav, vse v vojni, naj se navadi nekoga ubiti. Pač enkrat bo mogoče lahko nekomu od teh drugih partizanov pač s tem rešil življenje, ker bo zdaj nekoga ubil in se bo pač navadil in takrat ne bo okleval. Pač vseeno je bil med partizani in pač je bil vojak in naloga vojaka je pač, da pobijaš nasprotne vojake. Pač moraš biti pripravljen in navajen na to in če bi pač mu bilo v nekem boju prvič, bi lahko pač
Izitiral, kaj je to v slovenščini. Da se mu je pač zataknilo. Mislim, ja, samo Izraz sem pač, pozabil. oni so imeli zadosti drugih vojakov, ki so bili že navajeni, ne, ubijati. Ampak enkrat bi lahko bil on v situaciji, ker bi zaradi tega, ker pač bi on, spomnim se izraz. Pa tudi pač, ne vem, mogoče vsi vojaki, pač nasploh vsi partizani so že dosti naredili, da tudi oni imajo kaj frej, da nimajo še ene dodatne stvari, ki jih muči pol v glavi, a ne. Pa glede na to, da kar se spomnim, so bili že 2 prej izdaji, da po mojem je bil kar tak bad vibe nasploh te njihove ekipe in pol. In tako da nočeš, da to še pol na enega, še to dodatno breme, da mora iti še z nekom v gozd, pa še novega spet ubiti. Ne vem, jaz bi tudi rekla, da to, da so dal Damjana, se mi zdi kar tako v redu. Pač, Oklevanje, Ja, pa beseda še- sem mislil. Da bi okleval v nekem boju ali pa nekje, bi pa zaradi tega, ker on ne bi enega ustrelil, ko ga bi tam videl in zdaj enega njegovega ustrelil. Ja, torej bi rekel pol, da je bilo to kot neka preizkušnja za Damjana. Ja, pač. ja, lahko. Nisi pripravljen ubijati, imaš kaj veliko, med vojaki del. Pa a se vam je zdelo, da je imel on izbiro, a bi lahko rekel ne? Ne. Pa si izdajalec. Pač pol ti zdaj ne slediš ukazom svojega nadrejenega. Ti pač lahko njega ubil. Pač to je vojna, to, kar ti ukažejo, to moraš narediti, ne glede na to, kaj so tvoje morale, pač kar ti rečejo, narediš, a ne. To je, Vojaško povelje. ja. Bi potem rekel, da je bil Damjan kriv? Mislim, zdaj ni ga ubil, ne, ampak če bi ga dokončno potem ubil, a bi ga imel za krivega ali samo za nekoga, ki izpolnjuje povelje? Mislim, jaz ga v nobenem primeru ne bi bil, če bi ga ubil, če bi ga ubil sam od sebe, ker je izdajalec, zdaj pa, ki ga je ubil, ki mu je nekdo rekel, pa sploh ne. Ker pač tudi, če bi on ga sam od sebe ubil, zato ker je bil izdajalec, to pomeni, ker komandir, čakan ali kaj je, pač reče, on ima tle, pač bi bila krivda bila na njem, ker je pač on ukazal smrtitev. To vse ne vojna, nisi kriv. Pač delal si za dobrobit ljudi, za katere se boriš. Pa je pač naloga vojaka. Pa a se vam je zdelo, da se je Damjan počutil krivga? Mogoče, če se zdaj navežem še na to, kako je pol začel paničar, potem, ko je mislil, da je ubil Štefana, pa potem mogoče lahko kaj o tej kači rečemo. Ja, jaz bi rekla, da ja, no. Še posebej glede na to, da je bil to prvič, ki je on streljal na človeka, da tudi je ta zelo šoku, no. Res sem to naredil, a ne. Da je pa mogoče bila tudi njegova reakcija posledica tega. Ampak ja, definitivno ga je neki zresno, res sem to naredil, ampak se je pa zavedal, da je to mogel narediti, da ni imel lih izbire, no. Kaj pa predstavlja kača v noveli? Kako ste to razumeli? Pa kot neko kazen, ki si je on za svojo krivdo mislil, da si jo zasluži. Ker pač da je on mislil, ok, zdaj sem kriv, zaslužil, da si pač kazen. In ta kačji pik je bila njegova kazen, ki je pa pač jo v bistvu ga doletela čisto po njegovi pač lastni izbiri, ker je on pač kriv po svoji lastni presoji, ne pa zato, ker pač bi dejansko bil. Kača ga ni pač pičla, samo ker je bil tam, ampak ker je pač drezal vanjo. Ok. Ja, pa kača, mislim, ta kačji pik je bil tudi povod za to, da je stekel do te kmetije, ne, kjer se je spet srečal s Štefanom. Kako ste pa konec razumeli? A se vam zdi kot nek pozitiven, pomirjujoč konec, kjer se pač zgladi konflikt, ali mogoče začetek nečesa novega? Ja, meni se zdi tako pač pozitiven, da sta si pa nekako izpovedala vse, pa pač ja, sta si oprostila.
Da so vsak drugmu povedala, kaj je v bistvu resnica. Pač da je Štefan povedal, ja, če ne bi bilo to, bi mi pač ubil mojo nosečo ženo in tako da pol razumeš človeka, da pač je bil pol pripravljen pač biti to, tak žena je la žena. Tako da pač meni se zdi, da je zelo pozitiven konc, dobiš nek tako pomiritev, ki nista končala narazen pa vsak v svojih mislih, da je naredil nekaj ful groznega, pa da se bo zdaj skozi sekiral, jo zdaj pa je ubil človeka, pa to. Meni se zdi fajn. No. Meni se zdi v redu konc, ampak tak zelo nerealen. Pač to se ne zgodi, da bo zdaj gotovo kaj tazga. Ampak je pa pač te pomiri, pa si tako, ker tle pač vsega razumeš, da ne moreš zdaj ne moreš obsojati Štefana, zato da bi izdajo, niti ne moreš obsojati Damjana, da pač njega hotel ubiti, ker pač vsake delo, kar je mogel narediti. Tudi to, da ti pač ubijajo familijo, mislim, ni težka odločitev, kaj boš naredil. Ali da boš probal narediti pač vse, da se temu izogneš, pa tudi, če je največji kriminal na svetu. Ja, ne, zaradi tega konca smo pa lahko bolj empatični, tako do Štefana kot tudi do Damjana, pa hkrati je s tem v bistvu res očitno, koliko se Kozbek osredotoča na to prikazovanje duševnosti svojih likov med vojno. A bi mogoče najdel kakšno podobnost med Damjanom pa med Ludvigom iz Jančarjevega romana, predvsem v tem smislu, da oba izvršujeta neke ukaze? Se oba sta vojaka, ampak Ludvig, on je imel prepričanje, on je to delo, ker se mu je zdelo prav to, kar dela. On bi to delo, to če mu ne bi bilo ukazalo. Se mi zdi, on pač je to delo, ker se mu zdela to pač rešitev problema Slovencev je pač, da čim več pobiješ, pa jih zmanjka, ne. Damjan je pa to delo, kljub temu, da se mu je pač zdelo sporno. Ludviku se pa pač ni. On je pač sem pisal, odstrel, ni se veliko sekiral. Kaj se pač zgodi z njimi, pa kaj je v bistvu njihovo odzadje. Ker Damjan je hotel pač ugotoviti, a je Štefan kriv ali ne. Ludvik se pa lih ni veliko sekiral. Več je bilo krivi, boljše bilo. Super primerjava je. Ludvik je začel pa malo izkoriščati, ne, ta svoj položaj, medtem ko Damjan je pa res samo pač izpolnjeval ukaze oziroma se je probal temu izogniti na začetku. Gremo potem na tretjo novelo, torej na novelo Ogenj. Kakšna se vam je zdela ta novela? A ste jo lahko razumeli v primerjavi z ostalimi? Meni pa to pač najmanj razumljiva mi je bila. Še ko sem jo drugič prebrala, tako dosti stvari mi še zmeraj ni bilo jasno. Mene je po mojem še najbolj zanimivo v vseh štirih. Ker dejansko ima pač neko v redu zgodbo. Tako dosti akcijska je. Ja, se nekaj dogaja, ni samo neki notranje čustva. Bi rekla, da so res neka dejanja, neki dogodki, ki se zgodijo, ki so neki tako, neki se res zgodi. Ima tudi neko praktično vsebino. Ja, ni toliko fokusa na teh dialogih pa monologih, mogoče kot v ostalih treh novelah, ne. Je pa mogoče, mislim, meni se je zdela težko razumljiva, predvsem zaradi tega, ker so glavni junaki pač pripadniki cerkve, ker mogoče ni toliko blizu današnjemu človeku, ampak no, saj partizanstvo tudi ne. Kakšno vlogo se vam zdi, da ima tukaj prizorišče, zato ker v ostalih novelah smo v gozdu ali v bunkerju, ne? Tukaj smo pa torej v cerkvi, pa v mrtvašnici, pa v šoli. A se vam zdi, da je to naključno ali ima mogoče kakšno ozadje? Mogoče, da se do vojne dotakne pač vseh delov našega življenja.
In da pač v bistvu ne moreš pobegati, kjerkoli si. Šola je kao neka, da se učiš, da je to pač ukrjeno, cerkev, pač vera, da tudi ni imuna na vojno, pa pač mrtvaščica kot simbol, da je pač uporabi veliko med vojno. Super, ja. To se mi zdi zelo zanimivo. A bi še malo pokomentirali ta Žigurjev propad na koncu, kako ste to razumeli? Ja, njega so kar naenkrat pol ven odpeljali mrtvega. Jaz nisem njih razumela, no, kako je on točno umrl. Ampak, ne vem. Ja, saj ni pojasnjeno, ne, kako točno je umrl, tako da v bistvu je odprto našim interpretacijam. Ok, kakšen se vam je pa zdaj lik Toneta, ker on je res tak ilegalec, ki je do svoje smrti zaverovan v ta svoj prav, torej on je prepričan, da je ravnal prav in ne bi nič spremenil, tudi potem, ko je že vedel, da ga bo pač to pripeljalo do usmrtitve. Kaj mislite, da ga je gnal pri tem? Spet neka ideja za to, da bo pač rešil svojo domovino. On je vedel, zakaj to dela. In pač tudi, ko je bil pred smrtjo, je vedel, zakaj je to naredil in mu pač ni bilo žal, da je to naredil. Tudi če pač se zaključil tako, kot se je. Pač v smrti verjel v bistvu to, kar dela in je videl vrednost v pač njegovih dejanjih. Vrednost pač tudi za druge, pač njegov narod. In da je pač tudi, če pač njega ni več, je pač saj nekaj za druge naredil. Se strinjam, ja. Pa kako ste pa razumeli konec novele? Ki je tak zelo dramatičen, s temi orgljami. Te orgle dodajo še malo vzdušja. Pač kako imaš v filmih, zmeri muziko, suspense music, tudi pač le. Ja, pa pač kar na koncu vse zagori, pa tako. Se mi zdi, da je zelo da poudarek na pol to celo dogajanje, da se povsod rata nekaj ful kaotično, da se ful dogajajo povsod, no. Zelo dramsko. Ja. Pač. Ja, točno to. Malo pretirano mogoče celo, ne. Ok, kaj pa to novelo so dostikrat povezovali tudi s kritiko cerkve? A bi se strinjali s tem? Ja. Ja. Še posebej, ko sta imela in kaplan in župnik, ki sta kao v isti veri, čisto drugačno razmišljanje o tem, v kaj mora vera verjeti. Čisto bila različna. Kaplan je bil tako, ja, pač lahko ubijamo, pač smrt, pač žrtev ti si. Recimo za Toneta, pa kaplan je zdaj Toneta, tako zelo proti moralam vere. Recimo pač ta Amon, župnik je pa pač ful bil bolj tako, ja, dajmo z mirom, dajmo tako, bi pokazali nek tak kontrast, v bistvu, kaj se dogaja na svetu, da vera ne pokaže lih, da vse z mirom, no, da kakšne tudi malo čudaško misli. Ja, pa pokaže, da pač vera je tudi pač naredila ogromno slabega in kontradiktornega v pač svoji zgodovini in naredila veliko več, se vsaj meni zdi, stvari proti temu, kar v bistvu, o čemer govori, v skladu s tem, kar govori. Tudi pač on je hotel vpliv. Hotel, da ima vera vedno večji vpliv nad narodom, a pa pač tudi vera je zmeri čez zgodovino želela. Ja, sigurno so neki... Oziroma ne vera, cerkev. Ja. Ne vera, cerkev. Narobe se vse, kar se cerkev je vedno kao, da dela vse prav, pa vse nekaj z mirom, pa vse, da mora biti zelo nežno do ljudi, ampak sigurno, da ni tako, tudi če bereš kakšne te zgodbe, ni bilo vedno tako in tle v bistvu pokaže, da tudi če si zelo veren, pa v cerkvi zelo visok, še ne pomeni, da delaš vse prav.
Pa cerkev ni usklajena z normami vere. Zdaj, Kozbek sicer mislim, da je sam rekel, da ne bi šlo za kritiko cerkve, ampak ni sigurno tudi so sam bil neki kristjan. elementi, ne. To Ja, mislim, da. kar poudarjajo to. Verjetno pa se pač ni hotel izpostavljati, glede na to, da je to podpir. Zdaj pa kritizira. Ok, a bi še kdo kaj dodal o tej noveli? Ok. No, potem pa še zadnja in verjetno tudi najbolj poznana izmed teh vseh 4, torej Črna orhideja. Pa bom prebrala zdaj nek citat oziroma neko Kozbekovo izjavo o tej noveli. Torej, ta novela je izmed 4 povzdignjena v poetični svet, kar ji daje poseben čar in bo najmočneje pritegnila bralce. Kaj si mislite o tem? A se vam je zdela mogoče najboljša od teh 4? Ja, Meni se je meni je bila najbolj všeč. Še posebej na koncu, ko ona hoče biti oblečena v poročno obleko, pa zelo je tako bolj, meni se zdi bolj zanimiv, najbolj zanimiva. Ja, meni je bilo isto, kar všeč, še posebej del, ko ta Gregor lovi Katarino, ne, pa ne veš, kaj se bo zgodilo, pa je tako napeto. Meni je bil boljši ogenj. Ok. Ja, pa to je zdaj, ta novela je tudi zanimiva, mogoče zato, ker je v ospredju ženski lik, ker nikjer drugje pač nimamo ženskih likov, razen v Ognju imamo tu sestro Ano, ki pa nima neke bistvene vloge. Kako se vam je zdela Katarina prikazana? Mogoče malo stereotipno, glede na to, da je njena glavna lastnost to, da je pač lepa in tudi, da se pa vsi vanjo zaljubijo. Kako to razumete v kontekstu vojne? Ja, mislim, oni pač tam ni nobene ženske, a ne? In že dolg časa pač niso videli nobene ženske in pa, ko ona pride, jim je to čistko pač nekaj posebenega in zato jim je pa kao samo všeč. Ja, mogoče tudi to, da pač ženske nasploh v vojni, vsaj posebej v tem vojni kot streljanju, v tem aspektu vojne niso imele tako veliko vlogo. No. Da to, da je v bistvu ona prišla med njim, je bilo kar zanimivo, po mojem. Ja, nekaj na noga je bilo, ne. Oni verjetno dolg časa niso bili neki v ženski družbi oziroma so bili neki na hitro, so bili v kakšni gostini ali pa karkoli in pač še zdaj tle ona prišla, bila je med njimi, bila je v taboru, sicer pač zaprta, to se neki, verjetno tudi ni nujno, da je bila pač tako lepa, sem za njih je bila pač najlepša, ker je bila edina. Ja, res je. Pa tudi zanimivo je, kako se povezovalo to njeno lepoto z tem, z nedolžnostjo. Ne? Mislim, da na neki točki Kozbek napiše, da se pogovarjalo o nekem staroslovanskem ritualu, kjer so žrtvovali lepotice za dobro leto, nekaj v tem smislu. A mislite, da bi s Katarino ravnali drugače, če ne bi bilo tako lepa? Ja. Ja, jaz bi že Sto tako posto. Pa ne bi razmišljal, ljubili bi verjetno že po prvem poglavju, karkoli. Ja, jaz bi tudi, da ga je to dosti ženil naprej, pa da jo propele v tabor živo, pa tudi, da je bila res tako lepa. Pač vse njih je tako malo pomirila, pa dala misel, mogoče na kak malo lepši trenutek. Ne to, da so bili pač v vojni in je bila neka pač fantazija, kaj bi lahko z njo delala. V bistvu. Da so pač vsi v tem razmišljali in je saj malo pač olajšanje dala. Ne na to, da pač, ker je ona zdaj lepa, si zasluži to, ampak pač to v bistvu, kar je njim v njihovih glavah, v fantazijo omogočila. Ja, verjetno, jaz bi izpostavila predvsem ta aspekt, da jih je v bistvu spomnila na neke predvojne čase,
na neko normalo, ne, potem, ko so verjetno bili zdaj že več mesecev v gozdu. Ne. Kako ste pa razumeli to njeno željo, da hoče biti ubita v poročni obleki? A je to mogoče tudi nek način, kako si je kupila malo več časa, da je ne bi prej ubili? Mogoče pa upala, da bo pol še toliko lepša. Da se bo smil. Že pa mogoče rekla, da si tako zavedala, da ne bo več dolgo živela. Pa imela neko še zadnjo željo, ne, to bi pa rada. In pa v bistvu bila to neka zadnja stvar, ki jo hotela še doživeti, preden je živa. Ja, da lahko tudi ona, tako kot so oni, neko fantazijo z njo si domišlja, da si lahko tudi ona pač neko fantazijo o tem, da se poroči in srečno živi. Čeprav pač ne more. Tukaj so vojaki vedeli, da pač z njo nič ne bojo mogli. Gleda to, da pač zdaj Alka, tudi ona, ne to, da bo umrla neko, pač se ne bo mogla poročiti in srečno živeti. A mislite, da se to bolj navezuje na Gregorja ali na tega Nemca, s katerim so jo zalotili na začetku? Ta poročna Namreč, obleka. ja, ker konec novele ne, so zelo pogosto razlagali kot neko simbolno poroko med Katarino pa med Gregorjem. Ampak jaz nisem zares brala te novele na ta način, da bi Katarina vračala čustva Gregorju. Meni se zdi, da je pač zase to naredila. Nima veze s kom. Ja, Ampak sem da isto. pač, ja, je to, nima veze, kdo bi bil pač mož, ampak sam kot, ne to, da se z nekom poroči, ampak poroka kot dogodek. Pojem. Jaz sem isto to, pač, da sploh ni bil toliko povezan s tem Gregorjem, pa pač to, da je on njej izkazoval, kao, da neko ljubezen, pa neka čustva, da ni, ampak da v bistvu res samo ta njena želja, da se hoče poročiti in da hoče imeti neko to poroko in življenje izven vojne, ker bo kao, se poročiš, imaš družino, da si je to želela in da je s tem hotela pač še čist na koncu podoživeti to, kako bi to bilo in da se mogoče pač postavila v tisti čas, preden še umre. No. A potem ne bi konca razlagali kot te simbolne poroke? Pa Gregorja se mi zdi, da je ona itak bolj zavajala, ne? Ker pač če bi bila ona tako ful nesramno do njega, pa pač bi mu takoj dala vedeti, da nima šans, bi verjetno ne bi bil toliko naklonjen, pa je ne bi zagovarjal. Ona je igrala. Vedela je, če bi Gregor pač takoj bil tako, ne, z njo nič ne bo, bi pač to hitro ubil. To je pa pač upala, da ga lahko zavede. Ja. Upala je, da ta njena ženska moč lahko premaga to njegovo lojalnost do partizanov, ker se pa pač sreča ne zgodi. Zakaj pa mislite, da Katarina ni samo priznala, da je kriva oziroma da ni kriva? Ker ona ni nikoli nič v bistvu na noben način komentirala te svoje krivde oziroma nedolžnosti. To so ne razmišljali. Če bi priznala, da je kriva, bi na hitro ubili. Če bi rekla, da ne bi kriva, bi zdaj oni šli ugotavljati. A res ni kriva? Pač kaj je bilo s tem Nemcem? Tako je pa pač nikoli niso šli raziskovati resnice. Ok. Ja, zelo usodno je delovalo vse to skupaj. Ok, mi smo zdaj že čisto na koncu, mogoče bomo zdaj še malo aktualizirali te novele. Predvsem bi se navezala na ta aspekt, da je bil Kocbek zaprt zaradi tega svojega prikazovanja partizanskega življenja. Kako se vam pa danes zdi ta situacija? Se vam zdi, da je še vedno veliko neke cenzure? Ali je mogoče večja svoboda medijev in ali lahko pišemo o čemerkoli? Mislim, cenzura je še zmeraj, ampak pač nek sistem v državi mislim, cenzura mora biti, ker bi lahko vsak pač govoril in delal karkoli želi, kar v velikih primerih je pač lahko narobe. Če bi pač so lahko neke stvari, ki
pač niso spremenljive, da bi zdaj ne šel nekdo objavljati, koliko so, recimo, če bi šel zdaj nekdo objavljati, pač koliko so pač ženske, recimo, manj vredne, bi bilo to groza, pač. Ne moreš to v trenutnem režimu in se pač objav to, kar je, ja, da so, vse mora biti pač isto, ženske so več vredne, vse to, ampak zdaj pa, če se čez 50 let spremeni režim, bomo pa zdaj tako, pač zdaj čez 50 let, zdaj so delali so takrat cenzuro na tem, kar je pač zdaj normala. Kar je pa normalno, zmeraj je pa cenzura na tem, kar sistemu ni normalno. Ponovadi pa pač tudi ljudem, ki živijo v tem sistemu, so podobnega mnenja. Pač te mediji učijo, da si istega mnenja. In se pač, to se pa pač spremine in so neke stvari, ki se nam zdaj zdijo prav, bo čez nekaj časa se nam zdele narobe in to, kar se nam zdaj zdi narobe, bomo tako, zakaj smo to včasih zaterali. Bojo pač ljudje, ki zdaj so označeni, da pišejo neke neprimerne stvari, da so nevarni za družbo, bojo takrat revolucionarni junaki ali kakoli. Nas je pa Klara, bi še videli kaj pokomentirali. Ja, jaz bi tako rekel, da je odvisno od države. Pač nekje, boh ne da kaj rečeš, pač nekje pa, imaš malo več svobode, sam čez mer vsega ne moreš objavljati, pa razpravljati okoli, pa govoriti slabo o vsaki možni stvari. Pač moraš imeti neko mejo, kaj lahko, katero mnenje lahko izražaš, pa katero ne. Bi rekla pa, da je še zmer, pač da je pa bolj, kakor je bilo včasih, da je malo bolj svobodno, no. Še posebej o vseh teh političnih idejah lahko mogoče bolj svobodno razpravljaš o tem, kaj verjameš. Jaz so bili v komunizmu, pa nacizmu, fašizmu ne smeš veliko razpravljati. Ja, to imaš pa. Ker se pač trenutno mi tako, to so slabi sistemi, ki takrat niso delovali. To boš pač lahko čez 50 pa 100 let v kapitalizmu ne smel razlagati, ker bo to kot grozen sistem. Tudi če so pač vse kaj svobodno, pa demokracija, mislim, nikjer nimaš komunistične stranke. Tudi v demokratičnem svetu. Nimaš pač komunistične, nacistične, fasistične, zato ker je pač so trenutno prepovedane. In to je tudi v bistvu zatreš nek del mnenja ljudi, ker se ti pač trenutno zdi sporen. Je pač lahko zgleda, da ni toliko cenzure in tega, ampak je tam pač čez zgodovino, samo da je pač predstavljeno, da cenzurira slabe stvari. Tudi takrat so podpirali ljudi. Naprimer Hitlerja, ki je pač šel proti Slovencom, so ga Nemci podpirali. Veliko sveta ga je pač takrat podpirali, ker se jim je zdelo to takrat prav, ker se nam zdi to, kar je. Pa se pa pač izkaže, kar je. Če bi zdaj takrat Nemci v drugi svetovni zmagali, bi njega imeli za junaka. Zdaj bomo pa pač za tirana. Pač zmagovalec piše zgodovino. In je zanimivo razmišljanje, ker v tej smeri pol še za esej edino ne se preveč osredotočati samo na eno točko, ker pri eseju zelo iščejo to neko širokost, širino pogledov. Kakšen se vam je pa zdel še Jančarjev roman, še čist za konec? Boljši. Definitivno Bolj boljši. razumljiv, ne, sigurno. Pa ni bil všeč. Ker sem prve pol knjige porabil, da sem ugotovil, kaj se dogaja, kaj ljudje razmišljajo v glavi in kaj so pogovori, ki govorijo. In kdaj neha nekdo govoriti in začne drug govoriti. Ja, ker ni primega govora, ni označenega. Ker v isti vrstici se mi zdi, da se zamenja. In prve pol knjige mi ni bilo jasno, sem bil tako, en je nekaj govoril, pa sem gotovo, da drug, in mi ni bilo jasno več, zakaj je on govoril tisto, čeprav je pač bil drug. Ja, mogoče je z tega zaradi same strukture včasih malo težko slediti tudi pol, ker se vsako poglavje ne posveča eni od literarnih oseb. Ja, nič, najlepša hvala, ker ste sodelovali danes.
Pa veliko sreče na eseju, no. Verjamem, da vam bo šlo super.